Uši, malce drugačne, lahko napadejo tudi hruške. Zagotovo pa ne zlati hruški so znak kakovosti knjig za mlade. Te so namreč podelili v torek, ko je vrata odprl Slovenski knjižni sejem. Mogoče je katero ali katerega izmed njihovih avtorjev srečal tudi naš otroški poročevalec Gal, ki mu zdaj v duhu letošnjega gesla sejma Besedo besedi predajam besedo. Zdravo, Klara, zdravo, infodromci. A slišite, kako vse šelesti od obračanja strani? Vse do nedelje lahko na knjižnem sejmu tudi vi pokukate med platnice ali pa se udeležite kakšne prireditve, denimo v stripovskem kotičku. Prav mladim je namenjen poseben oder. Na brezplačnih dogodkih, kot so branja, pogovori in delavnice, lahko osebno spoznate avtorje, ilustratorje in druge zanimive ustvarjalce. Predstavlja sta se tudi krivca za izvirni slovenski risoroman Tik je šel gospod drva, ki je letos prejel zlato hruško. Z njima sem se srečal tudi jaz. Najprej osnove. Kaj je risoroman in kako se razlikuje od stripa? Risoroman je isto strip, samo je drugače poimenovan in je v bistvu prevod besede graphic novel, ker je obsežnejši strip, daljša zgodba, globlje vsebine. Zakaj pa potrebujemo dva izraza? Zato, da je bolj zanimivo. Glavni junak zgodbe je Tik. Mi ga lahko opišeta? Tik je tak majhen bel kuščarček, nima kakšnih drugih posebnih lastnosti. Razen to, da mu manjkajo drva. A sta delo pred objavo testirala na mladih? Ja, jaz sem ga testiral na svojih otrocih, takrat še, ko ni imelo sploh še slikt in sem jim bral zgodbe, se vsaka konča z ampak ali pa toda, sem jim prebral do tam in pa sem čakal, ali bodo rekli, daj naprej. In ko so, sem vedel, da je dobro. Strip pa ni bil testiran na živalih, tako da... A se popravljata in dopolnjujeta med sabo ali samo vsak naredi svoje delo in data skupaj risbe in besedilo? Jaz glavnino napišem, on vse nariše, vmes pa se pogovarjava, pa si dajeva ideje, pa rečem jaz, to bi bilo tako za narisati, on pa reče, to bi bilo tako za napisati. Tako da se dopolnjujeva. Ste že kot otroka vedela, da boste ustvarjali stripa? Se spomnim v osnovni šoli, da sem že naredil par knjigic. Sem naredil kakšen strip, tako, tu pa tam, ampak manj. Kaj pa rada počnete v prostem času? Jaz sem skejtal, zdaj me malo bolijo noge. Drugače pa berem knjige, gledam filme, grem na sprehode. Ogromno stvari. Se vozim 4-kolesnika, igram kitaro pa klavir, zdaj imamo drona, pa se s tistim igramo, pa ful stvari. Ste videli kot otroka preskakovali strani? Če je bilo zelo zanimivo, je bilo včasih treba hitreje priti do konca, da vidiš, kako se konča. Hitro. A, tako, ok. Ja, in pri stripu je še to dobro, ker dejansko lahko obračaš strani in boš res nekaj videl, da se zgodi. Pri knjigi, če obračaš strani, ne boš. S Tikom lahko kreneš v gost tudi ti, sicer pa te knjige odpeljejo, kamor si želiš. Adijo!